Jaz sem Andrej Hočevar, danes predstavljam založbo Goga in sicer včasno je pravzaprav, da sem tukaj pred vami in da mi naša glavna urednica Ilka Ciglenečki, ki je knjižni program založbe Goga v zadnjih letih dvignila na res dožigljivo raven, zaupala tole predstavitev. Založba Goga namreč obstaja že kar dolgo pravzaprav, ampak knjižni program se mi zdi pa v zadnjih letih 5, 10, recimo naredil izrazit skok v kvaliteti in založbo uvrstil na vrh slovenskih glavnem leposlovnih založb. Goga je iz Novega Mesta, del ekipe je iz Ljubljane, recimo jaz, tako da to ni pravzaprav nič čudnega. Sreča na tem je, da se vedno peljemo iz Ljubljane v Novo mesto, takrat pa še ni gneče, oziroma v tisti smeri, ki ni toliko zabasana. Založba Goga, kot rečeno, je v glavnem literarna založba, večina naših naslovov je romanov, nekaj tudi kratke proze, nekaj poezije. Kar se trudimo, in mislim, da kar nam tu dobro uspeva, pa je posebej mogoče v slovenskem prostoru bistveno, pa ne toliko nujno običajno, je to, da se trudimo ohranjati dobre stike s svojimi avtorji in si zagotoviti urednikom, založbi in tudi bralcem in avtorjem možnost nekega dolgotrajnega sodelovanja. S tem hočem reči, da si prizadevamo za to, da bi delali na principu hišnih avtorjev, da bi bili avtorska založba, da bi bili založba, ki skrbi za avtorje in s tem omogoča, da nam tudi bralci mogoče malo bolj zaupajo, zato ker gre za sodelovanja, ki se pri enem naslovu še ne končajo. To se mi zdi pomembno. Nekaj knjig, ki smo jih izdali mogoče še lani, pa bi jih bilo smiselno tukaj omeniti. Nakratko. V koncu leta sta išli recimo ti dve prevodni knjigi, če začnem kar s tem. Pa naj kar takoj povem, da bo vse letos večina našega prevodnega programa financirana iz evropskih sredstev, ker smo ravno pred kratkim zvedeli, da smo bili uspešni na novih razpisih. Torej, tisti, ki to spremljate, to ni več samo translation, ampak je zdaj circulation. Knjige morajo krožiti, skratka, ne? To je bistveno. In potovati po svetu do bralcem. Tukaj, kar vidite, sta dve od teh prevodnih knjig. Na vaši levi uspešnica Petrova imperatorica, njen prvi del. Drugi del je v načrtu za naslednje leto, se mi zdi. Je pa to uspešnica mogoče iz dveh razlogov. En je ta, da gre za zgodovinski roman, kar je samo po sebi že fascinantno, ki se osredotoča na ženski lik, na to naslovno imperatorico, ampak hkrati se bere pa tudi kot odličen ljubezenski roman. Torej, zgodovinski ljubezenski roman se mi zdi dve stvari, ki bralce zelo hitro pritegneta in prepričata, hkrati pa napisan v odličnem, pravzaprav tudi kar sočnem jeziku, ki ga je Klemen Pist odlično prevedel. Emil Hakel o starših in otrocih, po drugi strani je malo drugačna knjiga, mogoče bolj poetična, bolj polna nekega razmisleka o generacijah, o starših in otrocih, očitno. Očetu in sinu, pravzaprav, če smo natančni, ki se skupaj sprehajata po mestu, se pogovarjata in nekako hkrati s tem, ko se dan bliža večeru, če dalje bolj razmišljata tudi o staranju in o stvarih, ki se spreminjajo v nas. Še ena knjiga, ki je v nekem smislu eden izmed založniških vrhuncev založbe Goga prejšnjega leta, je po mojem prvi integralni prevod Kanconiera, kar je slavna Petrarkova knjiga. In ta knjiga je seveda v isti meri življenjsko delo avtorja, se pravi Petrarke, kot ne preseneča tudi prevajalca Srečka Fišerja,
Knjiga je dvojezična, izdaja je dvojezična. V njej so zbrane natančne opombe, spremne besede, teksti, ki olajšajo branje. Hkrati gre pa za knjigo, ki v nekem smislu se mi zdi vsi vsaj približno poznamo, ali pa se zdi, da jo poznamo, ker je to poezija, ki je v nekem smislu zaznamovala način, kako v zahodnem svetu, v sodobnem času, se pravi v neki moderni dobi, poezijo sploh razumemo. Pa ne samo poezijo, ampak tudi kako pravzaprav razumemo ljubezen. Torej, to je knjiga, ki je v nekem smislu, ki nas je naučila, kaj je to ljubezen na Zahodu. Toplo priporočam v branju, seveda, tisti, ki vas to zanima, mogoče celo vzporedno, v 2 jezikih. Evo, in gremo naprej, še en zanimiv prevod z izvirnimi ilustracije Damjana Stepančiča. Knjiga pravljic, pravzaprav zgodba zgodb naslovljena, ki pa v resnici ni toliko knjiga pravljic za otroke, kot mogoče bolj za odrasle. V nekem smislu legendarna knjiga, ki pa ni toliko znana, kot mogoče katera druga, zato, ker je bila napisana v narečju in je bilo tudi in je bila njena recepcija seveda malo otežena, zato, ker živi pravzaprav bolj v prevodu kot v izvirniku. Je pa to zbirka, ki deluje kot neke vrste, kako bi rekel temu, serija pripovedovanj, torej pripovedovalci drug drugemu pripovedujejo zgodbe, ki so precej sočne, dost kritične pravzaprav tudi, pa hkrati v nekem smislu kritika tedanje družbe, se pravi družbe 17. stoletja. Bazile je bil Neapeljčan, ampak ima tudi sam zelo zanimivo življenjsko zgodbo, od potovanj sem in tja do pisanja knjig, zbiranja plemiških naslovov in tako naprej. Prevod je delo Ane Duša in Irene Duša-Draž, ki sta knjigo, tako kot Srečko Fišer, opremili z bogatimi opombami in spremno besedo. Mimo grede mogoče povabilo v nedeljo, če imate čas, mislim, da bo ta knjiga tudi na pripovedovalskem festivalu vključena. Jaz bi zelo težko zdaj sam povzemal te zgodbe, pravljice, ampak mogoče ene se spomnim 3 citrone, nekaj takega, ne vem. To, da boste dobili občutek, da to niso čisto navadne pravljice. Nek princ se sploh ne zanima za ženske, ne išče žene, kar strašno skrbi njegovega očeta, ker seveda njegova naloga bi bila, da nadaljuje rod in postane naslednji kralj, ampak njega to ne zanima. In potem v nekem trenutku dobi idejo, da bi moral spoznati neko žensko belo kot trikota, pa hkrati rdečo kot kri, ker reže sir in se malo poreže med tem. Gre po svetu, hodi sem in tja in na koncu se znajde na nekem otoku strašno grdih žensk, da ja, knjiga pač ne špara, kjer dobi 3 limone in prerok bo, da se v njih skriva ta njegova sanjska ženska, ampak ko bo limone prerezal, ko bo prerezal prvo, mora imeti v bližini vodo, ker bo ta ženska, ki bo skočila iz te limone, strašno žejna in mora takoj dati piti. No, ko pride domov in to naredi, seveda v bližini ni vode, oziroma tudi voda, ki je ne more dati, zato ker je toliko čaran nad njeno lepoto, evo, ženska pobegne, odpre drugo limono, zgodi se isto, odpre tretjo, evo, zdaj je pripravljen, in to žensko spravi nekam na drevo, da ga bo počakala, medtem ko gre on domov in vse je pripravljen. Ampak medtem to opazi neka temnopolta sužnja, ki vidi v tem priložnost, ubije to krasno bodočo princesko, oziroma to vilo, ali kakorkoli rečemo, in ko pride ta princ nazaj in najde tam to neko temnopolto služnjo, ga prepriča, da je to zdaj pač ona in ok, v redu, ona sprejme, gre z njo domov, ampak v resnici potem pride ten ptiček, ki se izkaže, da je njegova prava izvoljenka, ubijejo sužnjo, jo zažgejo in tako naprej, in ona bila sta srečna. Skratka, to so pravljice, ki se mi zdi tako zahteva malo bolj kritičnega bralca, odraslega po možnosti, zato vam res toplo priporočamo branje. Mislim, da bo to tudi ena izmed tistih knjig,
za katero se boste knjižničarji najbrž težko odločili, ali pa ste se že, ne vem, ali dati na polico za otroke ali za odrasle, pač mogoče na obe. Dakle, dajmo naprej Miha Mazzini, knjiga, ki je sicer tudi že išla, kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, eden med naših najbolj plodovitih avtorjev in tudi najbolj zvestih boginih avtorjev. To je roman, ki je poseben tudi zato, ker je pripovedovan iz različnih perspektiv. Vsako poglavje pripoveduje nek drug lik, ki v tej zgodbi nastopa, tako da skozi celo knjigo dobimo en tak mozaik pogledov na zelo, zelo bizarno dogajanje, ki bi ga Mazzini, takšen kot je, kot vemo, da je kritičen je verjetno geslo do vsega slovenskega, zapiše v nekem menda tipičnem, zakotnem, zaplankanem slovenskem mestu, kjer se dogaja na eni strani boj med generacijami, po eni strani starejša generacija, ki vlaga v nepremičnine in biznise, mlajša generacija, ki verjame predvsem v neko instantno slavo na Instagramu in družbenih omrežjih. To je en clash. Drug clash se pa zgodi na področju nekega spodletelega biznisa in nekih finančnih mahinacij, kako osnovno idejo z evropskimi sredstvi malo oplemeniti, pa spremeniti nekaj novega, da ne bi vse skupaj propadlo. In ključ do uspeha je menda simbolično žrtvovanje nekega temnopoltega fantka nekje v hribih. To bi bil strašen spektakel, ali je to uspelo, ne, pa seveda prepuščam bralcem, ki jim knjigo priporočam. Evo, Miha Mazzini, kot rečeno, zelo plodovit avtor, ampak knjiga, ki jo pripravlja za letos, v bistvu, ki je že napisana, po mojem z delovnim naslovom, osebno, ampak zelo povednim. Knjiga imela namreč že kup delovnih naslovov, pa angleški naslov se mi zdi v bistvu zelo dober, ki ga je Miha sam predlagal, je pa odmev znamenite, mislim, da Frostove, čigave pesmi že. Namreč gre za neke vrste neposlovni roman, recimo, pač to pa spet vprašanje za kritike, mogoče pravce, mislim, da se s tem niti ne bomo toliko ukvarjali. Skratka, neka avtorjeva osebna izpoved, ki se začne s tem, da ga njegova partnerka, ne vem, 6-krat, kako že zapusti, mislim, kakorkoli pač se to zgodi. Kar njega tako strašno prizadene, pa še dogaja se v času epidemije, ko gre res vse samo navzdol, da se avtor odloči, torej Mazzini, moram se navaditi na to, da pripovedovalec in avtor včasih sta ista oseba. Ja. Torej Mazzini se odloči, da bo upošteval prav vse nasvete prijateljev, ki jih dobi, kako da to svojo osebno krizo prebroditi. In ti nasveti so od bizarnosti, kot so hoja po žerjavici, do seveda danes že omenjene Jakobove poti, kamor se avtor tudi odpravi in to med epidemijo. Skratka, knjiga opisuje smešne pravzaprav poskuse avtorja, posameznika, kako preboleti neko slabo ljubezensko izkušnjo, pa hkrati mogoče poskrbeti za neko lastno osebnostno rast. No, in ko se skozi ta proces, Mazzini ne bi bil Mazzini, začne odkrivati tudi neko skrivnostno zgodbo iz lastnega otroštva, kar vas bo mogoče spomnilo na knjigo Otroštvo, za katero je Mazzini dobil tudi Kresnika, in v kateri en delček zgodbe pravzaprav ostaja nepojasnjen. No, ta manjkajoči del je v resnici razkrit v tej prihajajoči knjigi. Dušan Šarotar, Zvezdna karta, Šarotar, odličen pisatelj, vsi ga poznate, pravzaprav se ne morem načuditi, kako je mogoče, da je to priljubljen pri bralcih, ker je pač izrazito, po mojem mnenju, literarni pisatelj, spravi, njegovo delo je prižeto z neko melanholijo, saj veste njegova najljubša beseda, itak duša, ki jo uporablja, ne glede na to, se pogovarjamo o delih za odrasle ali o delih za otroke, skratka, njegova literatura vsekakor ima dušo. In to je neka ganljiva zgodba o mladi judovski družini leta 1944, tik preden je deportirana. Mojca Kumer, da je tudi ta knjiga išla pred kratkim, Gluha soba, kratka proza. Ja, Mojco najbrž poznate, če ne drugače po Kronosovi žetvi, skratka za bolj zahtevne bralce.
Gluha soba, naslov mogoče sugerira že nekaj precej tesnobnega in ja, to vse te zgodbe preveva nek občutek ne samo tesnobe, ampak tudi nezmožnosti komunikacije med dvema človekoma, med različnimi skupinami ljudmi in tako naprej. In Mojca zelo natančno in brezkompromisno pravzaprav raziskuje načine, kako nam ljudem pri poskusu komunikacije spodleti. Ne glede na to, ali gre za neke novodobne zanikovalce epidemije ali pa za samsko žensko srednjih let, ki se naenkrat začne pogovarjati s pohiško, ker pač nima drugega. Goran Bojnović pred kratkim je izdal zbirko Zbiralec strahov, uradno, pa tudi ne vem, v knjigi to nikjer ne piše, ampak vem, da je nastala kot zbirka esejev in kolumen, v resnici pa je, kot pravi avtor sam, to se mi zdi najboljši opis knjige, to njegova verjetno najbolj autobiografska knjiga doslej, kar se sliši čudno, se pač smo mogoče že kdaj prej prepoznavali avtorja, pa vsaj nekatere njegove poteze v njegovem pisanju, ampak to pa dejansko na fascinanten način autobiografska knjiga, v kateri Goran med drugim pove genezo, recimo temu, svojega lastnega jezika. Sej ne vem, ne bom vas sprašal, kateri jezik mislite, da to je. Nazadnje, ko sem ga gledal recimo na enem na knjižnem sejmu na Dunaju, v enem pogovoru, meni se zdi, da je govoril bosansko, recimo. Predstavljali smo ga kot Slovenca. Jasno, on piše v slovenščini in slovenščina je njegov jezik. Ampak v knjigi boste videli, da njegov jezik je pravzaprav nek poseben jezik, ki ima samo enega govorca in to njega. Kakorkoli mu pač rečemo. In Goran se v tej knjigi dejansko sooča s svojimi lastnimi strahovi, spominja se epizod, kot so, ne vem, ples v srednji šoli, pa do bolj sodobnih izkušenj, kot recimo strah pred tem, da bi se dotaknil kljuke, zato ker se je najbrž pred tabo dotaknil že nekdo drug. Skratka, ta nek čuden strah, ki se naseli v nas v času epidemije in nam onemogoča pristne človeške odnose, pri čemer to je izrazito topla knjiga, zelo človeška in zelo odkrita, iskrena, pa prijazna pravzaprav. Tadej Golob, kaj ne povem o njem, ampak naslov je verjetno zelo poveden, Koma. Kot veste, avtor sam je bil nekaj časa v komi in tudi ta knjiga bo meni se to zdi pač zabavno, na zabaven način vpletla avtorjevo lastno zgodbo v novo, verjetno, uspešnico, v nov primer na poti Tarasa Birse, ki ga poznamo iz knjig in z zaslonom. Tisti, ki ste brali Virus, mogoče to večina, pa upam, ste mogoče opazili ene take zanimive namige, v katerih bi lahko prepoznali avtorja, kot recimo, ko gre Taras s kolesom med epidemijo, nekam Tadej namreč pripravlja kolesarski vodnik, ali pa ko srečajo pisatelja, ki je sodeloval na nekih delavnicah v zaporih, to je bilo dejansko v okviru javne agencije za knjigo in ta avtor bil seveda Tadej Golob, ne pa tisti, ki je izmišljen v knjigi. Jedrt Maležič, ki je lani izdala knjigo Na pol morilke, ki se mi zdi odlična in za vse, ki poznate avtorico, se verjetno strinjate, da je precej netipična, kot jo nekateri kritiki opisujejo, to pač zgolj dober roman, ampak mislim, kaj hočeš več. Zaprto zaradi inventure, knjiga, ki jo pripravlja za letošnje leto, je pa spet mogoče malo bolj sočna, napisana malo bolj v slogu, ki smo ga od avtorice mogoče malo bolj vajeni, ubeseduje pa njeno, recimo spet lastno izkušnjo ločitve. Knjiga se namreč začne nekako na koncu in se vrača na začetek nekega odnosa med dvema ženskama in njune družine, ki žal razpade. Kako se pa vse to zgodi, pa knjiga razvija retrogradno. Agata Tomažič, ki je za Gogo napisala tudi že nekaj knjig, tam ne spodaj, tako kratko prozo kot romane, pripravlja nov roman, značilno z afrikanskim naslovom in tudi mogoče
podobno z afrikanskim opisom. Namreč Agata se je s čmrljivim želebom, težko za jezik, lotila kriminalke, tako se pravi, te knjige še nisem bral, v kateri se drug za drugim odpirajo omare in iz njih padajo okostnjaki. Med drugim seveda pri glavni junakinji, ki je po njenem opisu matriarhinja v neki vasi in sploh strašna. Andraž Rožman, Titov sin. Andraža mogoče poznate po knjigi Trije spomini, po enem izmed redkih dokumentarnih romanov pri nas. Knjiga, ki jo pripravlja za letos, Titov sin, je pa spet en tak mogoče dokumentarni roman ali pa napol avtobiografski roman, v katerem pripovedovalec spremlja in pripoveduje zgodbo svojega prijatelja, občasno brezdomca, v glavnem z nekimi psihičnimi težavami. Skratka, razkol med dvema svetovama, torej med v navednicah seveda normalnimi in vsemi drugimi. In skozi zgodbo se pokaže, da seveda ta dva svetova prihajata vedno bliže skupaj, da te razlike in moče niso toliko drastične, kot se nam zdi. Naslov Titov sin, sem to mogoče kot zanimivost, je opis tega glavnega junaka, ki je smrtno prepričan, da on je Titov sin. Ali je to res, ali ne, pač preberite v knjigi. Andrej Skubic, pa čeprav Buldožer, odličen naslov, ima zelo zanimivo zasnovo in sicer roman o strokovnjaku za kreativno pisanje, no, mogoče se temu celo reče pisatelj, ne vem, ampak ta človek se ukvarja z računalniškimi igricami. To pač tisto, kar vedno govorimo, da se pisatelji mogoče lahko najdejo delo tudi kje drugje, no, taka je. Ampak skozi zgodbo, v kateri se ukvarja z razvijanjem nekih računalniških likov, za to igro se sooča tudi svojo lastno zgodbo in svojo lastno preteklostjo. Mirt Komel, ki ga poznate mogoče bodisi po prvencu, bodisi po dveh kriminalkah, pripravlja nov roman, ki se v 24 urah od jutra do jutra zgodi v neki paralelni Ljubljani. 8 brontozavrovih kosti je pa kratkoprozna zbirka Mirane Likar, ki je lani izdala, oziroma to zdaj že 2 leti, odličen roman Pripovedovalec, tudi v ožjem izboru za Kresnika. V tej kratki prozi, v kratkih zgodbah se pa posveča zelo bogati paleti različnih likov in avtorica ima neverjeten dar za oživljanje in opazovanje, tako da vse te osebe zares zaživijo pred bralcem. Boris A. Novak pripravlja pa zbirko Svoboda je glagol, kar je zdaj že znamenita pesem, verjetno protestniška, in to je tudi neke vrste protestniška pesniška zbirka. Lucija Stepančič, ki je mene povsem navdušila z romanom Naj me kdo zbudi, pripravlja spet neko podobno bizarno zgodbo, spet v neki vzporedni resničnosti, v katerem Adolf Hitler ni zagrešil druge svetovne vojne in mu je to, za kar mu se da absolutno žal, ker je svoje življenje posvečal ženske in to pač ni to predu, kot če bi o vojni. Kolikor poznamo avtorico, bo to seveda zelo bizarna, ampak tudi zabavna in ironije polna knjiga. Ivana Džilas po knjigi Hiša in po njeni osebni zgodbi, ki jo je v tisti knjigi razvijala. To je neke vrste nadaljevanje, namreč knjiga o njeni resnični družini. Njena resnična družina je pa tudi, kot se zdi, drugačna, zato ker so v njej, poleg seveda slavnega glasbenika, da ne bomo pozabili, še otroka s posebnimi potrebami in temnopolta, oziroma en temnopolta in s posebnimi potrebami. In kaj vse se pri njih dogaja, boste videli tudi na krasnih fotkah, ki so med drugim bile, pa so še vedno na razstavi v Cankarju. Marko Sosič, kot veste, pred kratkim se pravi lani žal preminil pisatelj, ampak to je še iz njegove zapuščene zbirka kratke proze. Potem še na hitro nekaj prevodnih. Šion,
znameniti islandski avtor, ki ni znan samo po sodelovanju z Björk, ampak tudi po trilogiji Kodeks 1962, ki se začne nekje v Pragi, oziroma v Pragi je avtor dobil navdih za to knjigo, ki se naslanja na mit o golemu, se pravi tem glinenem človečku, ki lahko živi, lahko tudi ne, lahko naredi kaj dobrega, lahko pa tudi kaj slabega. Avtor pravi, da je dobil idejo, ko bil nekega dne v 90-ih, kdaj je bilo to, na pokopališču v Pragi, kjer so se zbrali ljudje slučajno in pisali pisma s prošnjami nekemu rabinu, no in on je tudi, ker je imel takrat neke ljubezenske težave, za katere se do danes pravi, da niso bile pomembne in so bile valjda v trenutku odpravljene, čim je to pismo predal duhu tega rabina, ampak žal mu je obljubil, da bo potem, če se mu želje spomni, napisal knjigo, ki bo vključevala tudi golema, no evo, ta knjiga in ta trilogija. Goga se malo podaja tudi v bolj žanrsko pisanje, ta na French v gozdu, srhljivka, kriminalka, v kateri spremljamo dve vzporedni zgodbi, torej preteklost raziskovalca in neke čudne dogodke, ki so najverjetneje povezane. Maša Kalanović, prevod kratke proze, sodobne hrvaške avtorce, mogoče poznate, Korto Malteze, Jedrt Maležiš prevaja, ki je ne samo odlična pisateljica, ampak tudi super prevajalka, pa še na koncu Dnevnik kužnega leta, kar je najbrž v nekem čudnem smislu kar naenkrat spet relevantna knjiga v prevodu Andreja Skubica. Tudi ta knjiga v nekem smislu vsebuje spomine, avtorjeve spomine, ampak najverjetneje je bil takrat še premlad, ko se je v tem kužnem letu bil avtor verjetno še premlad, se pravi, gre za spomine najverjetneje nekoga drugega, se pravi spomine na spomine, ampak v današnjem post-epidemičnem času je to knjiga, ki bo kar naenkrat spet relevantna. Tako, mislim, da je to. Hvala lepa za pozornost. Če imate kakšne vprašanja, mogoče tukaj, pa tam, katalogi so pri stebru, če še niste vzeli nekaj kazalk, pa se vidimo v odmoru. Hvala lepa.